Če bi danes svojega sina ali hčerko poslali na univerzo, bi sprejeli enako odločitev, kot bi jo pred 10 leti? Generacije judovskih družin so verjele v preprosto obljubo. Trdo delaj, pridobi dobro izobrazbo in vrata priložnosti se bodo odprla. Univerze so bile kraji, kjer so mladi odkrivali, kdo so, preizpraševali ideje, gradili prijateljstva za vse življenje in se pripravljali na to, da bodo spremenili svet. Danes je bila ta obljuba za preveč judovskih študentov prelomljena. Od 7. oktobra naprej smo bili priča nečemu, česar si mnogi med nami niso nikoli predstavljali, da bomo videli v svojem življenju. Judovski študenti na nekaterih najbolj prestižnih univerzah na svetu skrivajo Davidove zvezde, odstranjujejo kipot, se izogibajo določenim predavanjem in se sprašujejo, ali je varno govoriti odkrito. Ne zaradi tega, v kar verjamejo, ampak zaradi tega, kdo so. Pomislite na to. Predstavljajte si, da pošljete svojega otroka tisoče kilometrov stran, plačate $100,000 za izobrazbo, nato pa vas skrbi, ali se počuti dovolj varnega, da reče: sem Judinja. Noben starš ne bi smel sprejemati take odločitve. Toda to ni povezano samo z antisemitizmom. Gre tudi za vprašanje, ali tradicionalni univerzitetni model še vedno nudi tisto, za kar družine plačujejo. Študij je postal izjemno dražji. Študenti diplomirajo z ogromnimi dolgovi. Mnogi se trudijo najti smiselno zaposlitev na področjih, ki so jih študirali. Delodajalci vse pogosteje pravijo, da diplomanti nimajo potrebnih veščin. Tako se danes soočamo s 3 krizami hkrati. Kriza pripadnosti, kriza cenovne dostopnosti in kriza zaupanja v visokošolsko izobraževanje samo. Toda kadarkoli se je judovsko ljudstvo soočilo z izzivom, se nikoli nismo vprašali le, kako bomo preživeli. Vprašali smo se, kako lahko zgradimo nekaj boljšega. In verjamem, da je točno to vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti zdaj. Ker medtem, ko je bila vsa pozornost usmerjena v to, kaj gre narobe na univerzah v Severni Ameriki in Evropi, se je v Izraelu tiho dogajalo nekaj izjemnega. Izraelske univerze so postale vodilne v svetu na področju znanosti, tehnologije, medicine, podjetništva in inovacij. Hebrejska univerza, Technion, Inštitut Weizmann, Tel Aviv, Haifa, Bar Ilan, te ustanove izobražujejo znanstvenike, podjetnike in inovatorje, ki pomagajo oblikovati prihodnost našega sveta. In to počnejo v državi zagonskih podjetij, najbolj izjemnem inovacijskem ekosistemu na svetu. Predstavljajte si, da pridobite svojo diplomo tam, kjer se vsak dan rojevajo prelomne ideje. Predstavljajte si, da študirate skupaj z ljudmi, ki gradijo podjetja, zdravijo bolezni, razvijajo tehnologije, ki rešujejo življenja in rešujejo globalne probleme. Predstavljajte si, da prejmete vrhunsko izobrazbo za delček cene, kot jo zahtevajo številne ameriške univerze. Najpomembneje pa je, da si predstavljajte, da študirate na kraju, kjer vam svoje judovske identitete ni treba razlagati, braniti ali skrivati. Ta priložnost je bila ves čas na voljo. Večina družin preprosto ni vedela, da obstaja. Zato sva jaz in moja prijateljica Lisa Barkan ustanovili Kampus Izrael. Ne zato, ker bi želeli prepričati študente, naj pobegnejo zahtevnih kampusov, ampak zato, ker sva želeli, da se podajo proti izjemnim priložnostim. Kampus Izrael obstaja zato, da odpre vrata, za katera preveč družin sploh ni vedelo, da obstajajo. Pomagamo angleško govorečim študentom odkriti študijske programe, ki se izvajajo v angleščini, jih vodimo skozi vpis, gradimo kariere in jih vključujemo v eno najbolj inovativnih družb na svetu. To je veliko več kot samo pridobitev diplome. Gre za oblikovanje naslednje generacije judovskih voditeljev, mladih ljudi, ki so samozavestni v tem, kdo so in ki so povezani z Izraelom. Ne samo čustveno, ampak tudi akademsko in strokovno, ki bodo postali podjetniki, zdravniki, inženirji, diplomati, znanstveniki in inovatorji ter se vrnili domov, ki bodo krepili judovsko skupnost, kjerkoli jih življenje popelje.
Vsaka generacija ima svoj odločilni izziv. Verjamem, da je naš izziv nehati sprejemati napačne predpostavke, samo zato, ker so nam znane. Predolgo smo domnevali, da obstaja le ena pot do akademske odličnosti. Ni je. Včasih so največje priložnosti tiste, ki se skrivajo na očeh. Prihodnost judovskega visokega šolstva ni le v tem, da zaščitimo naše študente pred sovražnostjo. Gre za to, da jim damo nekaj še večjega. Samozavest, namen, priložnost in prostor, kjer lahko uspevajo kot učenjaki in ponosni Judi. Naši otroci si zaslužijo več kot zgolj preživetje. Zaslužijo si, da uspevajo. In verjamem, da se ta prihodnost začne s študijem tukaj v Izraelu.